Zato, drage dame, spoštovani gospodje, dovolite mi, da vas prav prisrčno pozdravim na nekako uradni otvoritvi praznovanja 28. občinskega praznika občine Puconci. In letošnje praznovanje je še toliko bolj pomembno, ker praznujemo en pomemben mejnik, in to je 30 let delovanja občine Puconci. Torej, za nami je 30 let prehojene poti. Mislim, da je pravi čas za eno recenzijo vsega prehojenega in pa seveda tudi priložnost, da skozi pogovor, skozi razmislek in pa skozi predloge začrtamo tudi pot za naslednjih 30 let. Zdaj, današnji večer bo namenjen spominu in pa pogledu v prihodnost. Temu namenjena je tudi otvoritev razstave, oziroma z vaše desne leve strani. Nekako to, kar je v oranžni barvi, je prvih 20 let, zelena barva pa zadnjih 10 let. Jaz sem skoraj prav drugih 20. Drugih 20 še ni. Tako da, zdaj za ta namen smo tudi nekako se odločili, seveda, ko govorimo o praznovanju 30. rojstnega dneva, da si določimo in izberemo en slogan, ki v par besedah mora zajeti to, kar mislimo, kar čutimo in kar smo dejansko tudi doživeli. In ta slogan se glasi: iz korenin preteklosti v uspehe prihodnosti. To omizje pred vami bo malce govorilo o koreninah preteklosti, tukaj je iskalo tudi uspehe za prihodnje. Tako da jaz vam želim prijeten večer, prijetno, da ga preživite v tej zbrani družbi. Še enkrat iskreno hvala za vašo udeležbo in pa v tem mestu predajam besedo naprej Simonu Balažicu, ki bo moderator današnjega večera. Še pred tem pa se prepustimo malce zvokom pijazno. Hvala lepa za lep glasbeni vložek. Seveda bi se vsem danes, ki ste se vzeli čas, da ste prišli na to okroglo mizo, od drago občinstvo, seveda bi vas lepo pozdravil tukaj na tem mestu v domu Štefana Kuzimiča v Puconcih. Pozdravil bi seveda gledalke in gledalce, ki nas spremljajo prek malih zaslonov, in pa seveda bi pozdravil torej dva gospoda in gospod, s katerimi bom danes imel čas, da bom razpravljal o 30 let občine Puconce,
Kajti, če malo pogledamo, 30 let ni tako majhna doba, to so vsekako 3 desetletja in ravno v Puconci, v občini Puconci, takrat od leta 95 naprej se je marsikaj spremenilo. Koliko sem slišal, se je začelo, če bi tako rekel, v garaži vse skupaj delati. Danes vemo, da imate čudovito občinsko stavbo. Ampak seveda bodo to vprašanja za vas, dragi sogovorniki, drage sogovornice. Pa seveda bi najprej pozdravil prvega župana občine Puconce, gospoda Ludvika Novaka. Lepo pozdravljeni. Dober dan, dober večer. Potem bi tudi pozdravil, malo aplavz. Potem bi pozdravil gospod Marto Horvat. Vi ste nekako bili prva zaposlena. Lepo pozdravljeni v današnji okrogli mizi. In pa seveda pozdravil bi še aktualnega župana, gospoda Kamenška, ki je pred 3 leti od gospoda Novaka prevzel štafetno palico občine Puconce. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Pa če se vrnemo, gospod Novak, v letu 95, takrat, ko je nekako bila tista zakonodaja sprejeta v tej lokalni samoupravi in je prišlo pred 30 letmi do ustanovitve številnih občin, med drugim tudi občine Puconce. Kako to, da je ta občina bila ustanovljena v takšni obliki, kot je še danes? Dejansko občina je bila ustanovljena 1994 leta. 90 let smo intenzivno delali, že prve seje so bile 1994 leta, da so je sestal občinski svet, ki se je konstituiral in te pa še je bil ti odbora nabrati. Imeli smo 3 volilne enote in sicer volilna enota Puconce, štera je štela 6 članov, volilna enota Mačkovce 5 in volilna enota Bodonce. Dejansko samo delovanje občine začelo 95. leta, je pa to malo čudna stvar, ker sta bila 2 odloka, v šterom je krajevna skupnost Bodonce pa Zankovce ne bila del občine Puconce. Takrat, da smo mi to ustanavljali, bi radi vsi občine imeli tudi krajevna skupnost. Puconce imeli radi občina krajevna skupnost Mačkovce in krajevna skupnost Bodonce Zankovce skupaj, vendar smo videli, da to je težko napraviti in v tistem prvem odloku je spadala občini Puconce, krajevna skupnost Puconce pa krajevna skupnost Mačkovce. Naš krajevni urad, ki je bil krajevna skupnost Zankovce, pa Bodonce smo bili razstalani. S tem smo se tudi bođali, ker ne mož vpliva imeti, pa ne moče. Mogoče tudi župan, vprašanje, što bi bil. In drugo je to bilo te, ker mi smo bili dane krajevna skupnost Bodonce Grade, krajevna skupnost pa Zankovce pa Cankove. In kaj je vzrok tega bil? Te so združili gradsko občino, pa Tišina, gradska občina Skrzlov, pa Tišina pa Cankova. Vse srečo smo imeli, ko nas je podpiral, ko je bil delegat v državnem zboru, pokojni Drago Šiftar. Jaz sem imel takrat, sem delal na Keme, sem imel telefon odpreti in je vložil amandma in v drugem odloku smo mi bili pripojeni ali določeni, ko spadamo v občino Puconce. Ker krajevna skupnost Zankovce in Bodonce smo imeli skupaj interes in smo tudi skupaj dejansko gospodarjali, pa sodelovali in če bi mi bili razdeljeni, bi bilo vprašanje, kako bi uspeli v ostale delo v Cankove ali pa v Pregradi. Pravim, to je pa dejstvo bilo, ko so ti pač mogli združiti te dve občine. Zakaj ste se odločili, da boste župan? Jaz sem že tako 4. razreda osnovne šole. Sem bil pionirski predsednik, mladenski, pa v socialistični zvezi sem delal, pa v krajevni skupnosti. Poleg toho sem pa bil v delegatskem sistemu že delegat, pa tudi poslanec v občini Murska Sobota, stare občine. Teda so bile tiče demokratične volitve, sem kandidiral na Demose in te sem tudi bil, tako sem pomalo vse posedi to notri bil, pa da se pa že tako nekako to zgrabi, pa pač ne še bil. So bile prve volitve fejst naporne? Mislim, da ne. Bolje sledi bilo naporno, da so župan grad. Jaz sem bili smo 4 kandidate
gospod pokojni profesor Harkaj, gospod Crnković že je bil, pa Peter Jans Pećorovec, pa ga, ne. Jaz sem tako pravo, kako se pače, ker sem te ljudske stranke kandidiral, ti ne dobiš, kaj to žmetno, sem bral 50% stopce ne dobim. Dejstvo je pa to, ko sem imel srečo, ko so se pisnici pojavili dva delegata, mislim dva kandidata in dejansko, kako pravijo, ga se dva prepirati, tretji dobiček ima. In dejstvo je v tom bilo, ko sem stalno resno 51,3% dobo, tako sem v prvom krogu šel, pa ne samo te, v vsej krogu sem v prvom krogu šel. Mi smo i dvojne volitve imeli, ponovne volitve in dejansko smatram, ko imel sem vrti sreč, ko sem že na kem je delo in znotraj Pitune sem ga čas dobil 50 glasov. To ni malo. Nekaj sta domačina kandidirala, pa sicer veliko politično sta bila fejs dobre, pa razgledane politike in verjetno bi same Pitnečani rajši bili, ko bi domačin bil, vendar se je zgodilo, kar smo pač z druge slišali. Smo v začetku mogoče kakšen gesti se mislili, kako zdaj tudi še druge vode, smo pa vedno dobro sodelovali s vsemi proti kandidati, moram z gospodom Harkaj sem dobro sodeloval, z gospodom Crnkovićem, s Petrijanom, tako mi nič zamer nismo imeli, tako smo dobro začeli naprej. Hvala lepa. Gospa Horvat, vi ste nekako šli, da ste bili prva zaposlena na občine, pa mogoče vprašanje, zakaj ste se odločili, da boste šli v neznano, torej na neko novo delovno mesto, pa tudi z nekim novim šefom. Kako je bilo to delo na občini takrat? No, kar se tiče enega novega šefa, smo se kar dobro poznali. Jaz sem prišla silom prilike v Vodnice na karierni urad iz Mačkovec, kjer sem delala že 20 let. Ampak mi je kar hitro postalo jasno, ko sem prišla v dobro okolje, simpatično okolje in dejansko sami dobro ljudje so bili v Vodnici. In ko se je šlo za... Ja, točno. Ko se je šlo za občino, sicer moram povedati, ker že prej smo, kaj s Mačkovci, kaj s Pucunci, kaj s Vodnici, Zankovci ne toliko, smo sodelovali. Vodila sem se SDL takratne v KS Mačkovce in smo kar nekajkrat imeli kakšne razgovore, kar se tiče lokalne samouprave, predvsem razvoja krajevnih skupnosti. No in ker sem že prišla v Vodnice, Lajč je bil predsednik skupščine KS, ne? Teže krajevno svetove. Sveta že, ja. Pa mi je pravo samo eno, daj bi ti išla z meno v Pilsnice. No, Marta šla v Pilsnice, ampak moram povedati, nekakve razgovore v politiki so bili nič, ker je bilo, so bili za pa proti razprave, kar se tiče ustanovitev novih občin, so pravili nič več ne bo zaposlenih iz starih občin, z velikih občin, sedanje upravne enote, došli na te male občine delati. Verjamete ali ne, bila sem edina v začetku, da sem šla na občino delati. In tako sem se znašla v Pilsnicah. Kako dolgo ste bili edini zaposleni na občini? Saj ne se vidi par mesecev, te je že prišla Simona in čez čas že Boris Vajs. Je pa res, kaj je župan kar nekaj časa delal na Keve, tako nas je občasno malo prišel kontrolirati, pa tisti svoje obveznosti. Skratka, v glavnem je vse slovenilo na nas, na meni najprej, čeprav nisi znal, kaj naj delaš, kako naj delaš, česa se najbolj primeš. Skratka, ni bilo tako enostavno, ampak mislim, da smo kar zmogli. Tudi prostorski pogoji so bili nemogoči, bili smo brez pisalnega stroja, brez računalnika, vsekakor. Skratka, ničesar ne bilo. In tako počasi smo ustvarjali, se čez čas preselili v garažo, zato ker smo ugotovili, ker občinsko upravo potrebno zgraditi, potrebno nekše prostore imeti in s časoma nas je tudi bilo vedno več. Zdaj jih je pa že dosti.
dovolj ali preveč to premalo? Premalo? No. Sicer res je, pristojnosti so tudi, v začetku ne bilo tako pristojnosti, kakve zdaj verjetno, vsaj mislim, zdaj že kar nekaj let ne delam več, ampak smo se pa kar znašli. Kakšen je bil kaj župan kot šef? Vredi, ne bi šla, jaz sem ga že poznala, spodobnost, ne. Ne bi šla, sva kar dobro sodelovala, ne več. Nek šokisno se drži. Ja, to je to, ker sem čas, ni ti kriga, ne bi ga se ga ne dobil. Gospod Kamenšek, torej vi ste prišli pred 3 leti v to občinsko zgodbo, torej prevzeli ste štafeto od gospoda Lajčija, pa morda kako vi gledate teh 30 let občine Pötnice, ki se nekako nadaljuje z vašim delom? Ja, se kar zanimivo vprašanje. Jaz vedno znova pravim, da je občina Puconce v samem svojem razvoju v zadnjih teh, rečemo temu 27 oziroma 27 letih, bila zelo uspešna. Tako pri razvoju infrastrukture, kot pri razvoju društvenega, družabnega življenja, pri snovanju projektov za prihodnje. Ja, bila je uspešna. S tem, da se tistih začetkov ne spomnim, ker sem bil še malo premalen. Te so še te vredne kakšne druge zadeve, ali ne pa politika. Jaz sem spomnil Brega. Ampak ne, iskreno povedano, vedno znova pa rad tudi poslušam takšne drugačne zgodbice, ker z Lajčem se zelo lepo pogovarjati. Vse, kar mora napraviti, je samo, ko začne stavek, potem pa on nadaljuje in to celih 15-20 minut. In to je ogromno anekdot, ogromno zanimivih zgodbic. Ja, je pa ena velika razlika. Takrat pa sedaj pogoje dela so drugačne, bom pravil, ja, tudi področja, katera občina pokriva, so širša. Predvsem pa je to, ko občina izhaja iz nekih izkušenj in pa vse smo dejansko podaljšek države napram prebivalstvu, kar se tiče lokalne skupnosti. Hvala lepa, gospod župan. Bilo še gospod Novak, vemo, da nekako vse odločitve grejo vedno prek občinskega sveta, pa morda kakšne so bile takrat delo in seje takratnega občinskega sveta ob teh vaših začetkih? Zdaj je bil prvi mandat, te zakonodaje malo neče bila, ker je takrat bil izvoljen tudi predsednik sveta, to je bil gospod Drvarič Branko, župan je pa bil kot izvršna oblast, in niti, kot tudi zdaj ne sme glasovati, je pa vse se je vodil predsednik sveta in tudi vse, kar se je sprejelo, je tudi bil podpisan. Zdaj je župan podpisan pod vsemi temi odloke ali kakoli se sprejme. Jaz sem pravil tako, da so volitve so gotove, pa je konec politike. Nas ljudje izvolili zato ne za voljo strank, ne za voljo Ljubljane, ne za voljo drugoga, zato, ko nikaj napravimo, kada Bog še našim občanom, pa na koncu posredno nosom sebe. Ali napravili je bilo, problem je bil tej, ko smo se mi strankarsko smo odpisali stranke. In smo se, če je bila kakšna seja, smo prek Kuper bi se svadili ali bomo delali na Goriško ali na Ravensko. Nihče ne piti 4 stranke, bolj smo mi lokalni patrioti bili. Je pa problem bil, ker je občina Telefejs slabo komunalno bilo opremljeno, zato so ljudje tudi podpirali male občine, ker velika občina, kakor Sobota bila 6-5 tisoč prebivalcev tistega časa imela, mi smo imeli v začetku 6500, ko je zdaj žalostno, da pa imamo samo 6000. Po meni za en dober vez imamo meni občanov, ker nataliteta njega, ker sem te mladi bil, ko preko več prevodci, ali to mi so, zdaj sem pač tak. In ko smo s tem šli, če je to bilo te ceste, najprej napravili na Goričku, prvo cesto znam, da smo delali
malo manj kot 5 km z Mačkovec do Vidunec, potem smo z Mačkovec v Kriščanovce, to ko smo z Mačkovec do Vidunce, to je skozi celo vas Otovce. In smo šli z pokojnim županom Radnatom tudi v Rezovce, pa smo šli s staro šolo gledati, vse mordo je leto, vse špiper. Mi s to pa nikaj napravimo. Pa smo se izmislili, pa vrto smo delali. Pa smo v Ljubljano šli, moram povedati, da nam dosti pomagal tudi dr. Ludvik Horvat, ki je bil takrat dekan na univerzi v Ljubljani. On je pravil, da te ženske nikaj ne naučale, kaj ne oddelati testo, vse pri meni doktorati delati po sebi. Morajo z nami držati. V Gojno smo tam prišli, tam pri Prešernovem trgu smo srečali, to je ena pisarna bila, saj te ministrstvo sem nekaj imeli, to pisarna, tu razmetam bilo je drugo tom, preleti Horvat z Vinko, pa nas ne je tam dobro, zdaj pa idemo braj. In nam je uspelo, ko smo dobili pač sredstva tudi z tistega mene sem pa dosta srečen tudi z temi, ko so bili sekretare, pa tam, ko so delali tak privat, malo pri Nemci, malo pri Vratači, malo vse posedil, ko smo jim kaj dali, ker sem ga domov pel, je ven tako vlaman, tako vedate, presijati policija, pa sem te pripreti, tako naklonjen bil. Ali ne sem, hvala Bogu, razstavil, tako če je Vrtac uspel, smo Vrtac napravili, če ga te ne bi napravili, meni stesko teže, ko bi deco djali. Ker te namreč se nekaj drugo zgodilo, ker Bodonska šola je bila pod grad in smo komaj šolo Bodonsko spravili, kaj je kot podružnica šola gradala Pivčenec, šolska okoliš Bodonce, Vodarce, več od kraj zajeli od grada, šolsko okoliš, kjer so bili Beznovce, Strkovce, Zankovce pod Cankovo, tam smo jim tudi deco kravili, vse v kraj, in te smo pač odluku javnem zavode za šolo sprijali, kam imamo zdaj 5-20 resnički spada v današnjo šolo Becance. Zvina šoblja 23, so še Krnice pa so Bebovce. In to, da nam je to uspelo, sicer ravnateljica je bila Čemerna, gospa Grinčiš na Conkvi, gospod Žižek ravnatelj pregradi Glitak, ali uspelo nam je, ko smo pač deco pripeljali, ker se cela občina v Piper, ko sama lokacija, moram biti zapitnici idealna center. Če kako nice smo išli tudi na upravno noto in 4 km dale že soboto pa vse napraviš. Če bi pa zdaj, naprimer, mi te pod grad bili, pa znam, ko so prvo dovoljenje bili, kaj je naš gostilni Žarnico, ko so glasi more občine, te bi mogel soboditi grade, pa od grada pa nazaj, pa bi že z more bolj nekaj dovoljenje pripeljali. In to je izredno dobro. Eno vprašanje še glede občinskega sveta. Vemo, da se sprejema občinski svet, pa morda kako so bili takrat ti občinski svetniki, so bili tudi tako naporni, kako včasih, kateri danes pri aktualnih sej občinskega sveta, ko to lahko spremljam prek malih zaslonov, pa vidimo, da tu pa tam nekaj ima tako, malo drugačen kot ostale, naporen. So bili takrat tudi kakšni takšni svetniki, so se našli kakšni taki? Moram povedati, kaj ne je. Sicer no je te začetke tudi berili snemo seje, eni so pa pač tak, če bi župan bil, ne bi seje snemal, za bolj toga pa dobro, kad to ljudje znajo, ali eno so te radi malo vyvrže, što malo značna duša učijo, pa končno dosta učijo, pa nikaj ne povejo, ne. Eno geslo je bilo, manj kot vodahnje več jajc, to je bude tak fiksno, ka delo mora za te biti, mora se za dobri fojnom pravi kaditi in ne smeli problema, kako so že bili pravo, mi smo se bolj štikali, kamo delali na Goričkom, kamo na Ravenskom delali, smo pa znali, ker je Goričko komunalno menje opremljeno, vendar smo na Ravenskom ti mogli delati, ker ti kak dedek ne meraš čakati, kad ti dejde zasegati tako stalo, ker leta svoje delajo in razvoj mora enako meren biti, vendar pa več vlaganja pa vsega potrebno je bilo Goričko delati. Hvala lepa. Gospa Marta, kako dolgo je dejansko trajalo, da je ta občinska uprava takrat v tistem času začela nekako delovati se polno paro? Ja, mislim, da je kar nekaj časa bilo potrebno, ko smo se prilagodili, ko smo se
pridobili vse znanja, pa tudi navodila, ki smo dobili, ko smo lahko delali. Tako mislim, kar 4 do 5 let, ko smo lahko, ne, župan, najbolj povem, ko se je dalo delati tekoče život, ko je vsak znal za svojo pristojnost in ko smo lahko tudi strankam, če kaj bilo potrebno, ko smo lahko odgovarjali oziroma njim preskrbeli, kar je bilo potrebno dejansko. Kaj so pa bile dejansko tiste prve naloge, ki ste jih nekako takrat izvedli? Tiste osnovni korake, tudi nasploh za delovanje občine, pa tudi za ljudi? Ja, najprej je bilo potrebno vse stvari pripraviti za občinski svet, skratka za vse te organe, ko smo imeli, pisanje zapisnikov, sprejemanje različnih odlokov, vse to je bilo potrebno. Dobro, mislim, dobili smo vzorce, tako se je dalo napraviti, ampak je bilo potrebno. To je bilo prva naloga. Drugače pa, ne vem, mogli smo se spoznati z delavci na ministrstvih in poskušali, ker smo že kar hitro poskušali nekako se vklapljati v projekte, v različne razvojne projekte, ker se vseeno občina bila tista, ki bi naj skrbela za razvoj območja. Mislim, da so bili tudi kar uspešni. Čez nekaj let nam je celo uspelo, ko smo prevzeli vodilno vlogo vseh goriških občin in mislim, da je to bil uspeh, ko so pristali vsi takratni župani, ko smo izvajali skupne crkvene projekte, pa vinsko turistično cesto in občina Puconci je bila v večini primerih tu nosilec. Predvsem, kar se tiče crkvenih projektov, je dejansko navsezadnje razvojna agencija Sinergija nastala iz teh projektov in mislim, da smo imeli na Ministrstvo za kmetijstvo, kar so nas kar upoštevali in nam šli kar na tako, tako smo uspeli tudi skozi tega veliko napraviti. Hvala lepa. Gospod Kamešek, župan, vi ste pred 3 leti prevzeli županovanje v občini Puconci. Bi si upali pred 30 leti, ko ni bilo nič, tudi prevzeti županovanje? Ja, verjetno da je. Ker zdaj, če razmišljamo, je lažje zgraditi hišo od temelja navzgor, kot pa delati nadgradnjo dobre, zdrave hiše. Se pravi, verjetno so bili večji izzivi kot zdaj, ampak tudi zdaj je enostavno, ker moramo nadaljevati z delom tam, kjer so naši predhodniki recimo temu zaključili. In ja, na kratko povedano, verjetno bi, ampak zdaj je težko oceniti. Ni pa tudi zdaj enostavno. Torej, za vam... Takrat so recimo bili brez občinske zgradbe, pa so obnovile, no nam zdaj že bilo nekaj, da letijo, tako mi bomo tudi mogli vratiti. Za vami je že skoraj celoten mandat. Kaj ste v tem času uspeli premakniti v občini Puconci? Pa saj me slišijo. Saj me slišite, ne? Manj močen glas, ne? No, vidiš. Če bomo se začeli dreti, te pa bo ne pasalo. Premakniti, ja. Mislim, da glavni cilj je bil, ko se izvedejo vsi ti pomembni infrastrukturni projekti, ki so se začeli že v prejšnjem mandatu. Se pravi, govorimo o gradnji vrtca, govorimo tudi o izgradnji kanalizacije na Vameči, kar v tem trenutku poteka. Moj cilj je bil vedno tudi nekako še bolj vključiti občanke in občane v delovanje občine. Zato sem mogoče tudi se nekako odločil, oziroma smo se odločili in uvedli snemanje občinskih sej, ker naj ljudje vidijo, na kak način dejansko stvari potekajo. Tudi uvedlo participativnega proračuna je šla v tej smeri, ko se še bolj vključili občanke in občane. Čili so se zvače predvsej menila o tem, o uvedbi tega participativnega proračuna in je bilo nekako
vedno na istem stališču, da ene vrste participativni proračun je že v zadnjih 27 letih tudi potekal, torej investicije so vedno izhajale iz realnih potreb občank in občanov. Tako da to so eni izmed vladnih, pa ne bom premikal naprej, ampak aktivnosti, katere smo izvajali. Je pa res, ker smo pa določene stvari mogli prilagoditi. Mi imamo zdaj v tem trenutku recimo staro šolo v Pečinsko. Tu je bil načrt za dom starejših. Mi smo ta načrt opustili in smo se želeli zgradbi dati svoj pomen, zdaj se približati njeno pomene, kot je bilo v preteklosti. Ta zgradba je glavni, kako bi prav, krivec v preteklosti razvoja širšega območja. Mi se imamo prismenjevanje, izobraževanje ljudi in tako naprej. Ta zgradba bo zdaj ponovno dobila svoj pomen v relativno podobne oblike. Ampak ja, še enkrat pravim, temelji so močni. Zdaj treba samo nadaljevati, iskati nove priložnosti, dodatne priložnosti. In to, kar je Marta omenjena, ker občina Picunce v enem trenutku kar prevzela vodilno vlogo za področje celotnega Goričkega. To še zdaj vse občine, naše občine priznavajo. In iz tega naslova, če je predsednik upravnega odbora Lasa vedno župan občine Picunce. Se pravi, vse leta je bil, ko se je sinergija pa lokalne akcijske skupine, to, ko so se ustanovile, je bil Lanči predsednik upravnega odbora, no zdaj sem pa jaz njega nasledil in mislim, da niti drugega predloga ni bilo. Želim povedati, to je tudi dokaz, da ostale občine še zdaj priznavajo zelo pomembno vlogo občine Picunce skozi celotno zgodovino delovanja. Hvala lepa. Gospod Novak, katere projekte bi izpostavili kot temeljne za razvoj občine v času vašega županovanja? Bilo je več projektov, Marta prej pravila srstvo, kam obrazloži, to je celoviti razvoj podeželja in nove vsi. In s toga je te sinergije ustanovali, ker smo dali. Kao za bilo za projektov, vsekakor so prve bili ceste, ki je trebalo napraviti, vodovod, mi imamo zdaj vse, 23 naselj napravljeno, kanalizacijo imamo v ravenskem delu večinoma, zdaj delamo tako, kar je župan pravil, na Vaneče, računam pa, da je to še več kot 10 let trajalo, smo kanalizacijo zaključili v celi občine, delamo tudi male čistilne, ker investicija sama na Vaneče ni pol 5 milijonov, ki so motene. In moče še več, ker vse ni dogovor v gradbeništvu. Tudi dom Števana Kuzniča, prvo kot vrtec v Brezovci in telovadnica pri osnovni šoli, tudi ne male zalogaj bil. Moram tudi povedati veliko pomoč gospoda Nemca. Bilo se za to v noči, so domov prišla z Ljubljane v dveh, so dobila zeleno luč, so v noči šla z Ljubljane, se sva tako veselila bila, so tako letela, ki sem najbolj vsega gostavila. Pa te, moram to povedati, te pa je dobo pač nagrado pravzaprav vkazane. In tisti ček sem mi bratranci poslali na Martjance, bratranec pa njeme ne bi podati tistega čeka, ka pred nadov neka bi nadal mislila, gre na kakšen čin potegati. Bilo je pa vojno odvetov. Tako je bilo, trebalo je to tudi s temi, ki bi priti 40 riktali, se pa sečni še več zavele, trebalo je to na koncu tudi malo zamedjati, pa se malo z njime dojsvesti, ko sta za začetku, da so vodila ta z Ernakom, so vodila samo na kavo. Kavo sva dobro, pa hvala lepa, 3krat na kavo, te sva videli, veš, pa novriva hodala vodita, te so nam bili pejna, da ti ponudili pa dali in tako smo te uspeli, tako te investicije dosta bilo, pravim, tudi zelo pomembno se poštem tudi, ko smo to vodno skušali pravili, enotni koliš
šolskim koledžem, šole, etc. Hvala lepa. Gospa Marta, nekako je seveda v vsaki občini, vsaki tej, bomo rekel, lokalne skupnosti je pomembno seveda tudi družabno življenje. Vem, da ste še vedno aktivni v folklori, kjer nekako diktirate tempo. Ampak morda, če pogledate družabno življenje v občini Puconci leta 95 in pa danes, se da to primerjati, oziroma kakšne spremembe vi vidite na tem področju? Ja, spremembe so velike, sigurno. Moram povedati, da je bilo 96. leta ustanovljene kar nekaj kulturno-turističnih društev, tudi eno izmed teh je KT Domoščanci in pa še nekaj. Tako prej pa so se tudi tam kakšne skupine pojavljale, pa predvsem, kar se tiče kulture. Kar se tiče turističnih društev, pa mislim, da jih prej ni bilo. Te po 96, 95, 96 najbolj te so se postanavljali. No, mislim pa, da je tudi dobro, sama sem pokrivala kar nekaj področji te občinske uprave, od kmetijstva do kulture, občinski svet in tako naprej. No, in vedno me je nekako skrbelo to, kako povezati ta že obstoječa ustanovljena društva. In tako da smo tudi na tem področju pač kar napravili korak naprej. Že, ko sem bila na občini Puconci zaposlena, smo imeli najprej samo koordinacijo med temi društvi ustanovljenimi, ker te so se ustanavljali kar tako po vrste. No in pozneje smo ustanovili še Zvezo kulturnih in turističnih društev. To je to, kar se tiče sedaj, je sigurno že več društev, ampak problem pa je vključevanje mladih je manj. Občina se je splošno manj, kot nas je bilo vključevanje mladih, predvsem kulturo, to čutimo. Upajmo, da bo z leti kaj boljše. Tako da je, kultura je vsekakor pomembna, da je identiteta naroda in bi bilo lepo, da se mladi v čim večjem številu vključujejo že v obstoječa društva. Zakaj menite, da mlade tako ne zanima kultura, kot je mogoče bilo to desetletje ali pa 2 desetletji nazaj? Ja, to meni, ko sem že te obstalo, je to težko povedati, ne vem. Zdi se mi, ko nam uspeva le tam, kjer se že v družini ta tradicija, pa tudi ne vedno. Ne vemo, kakšen pristop naj uberemo, vsaj nekaj jih je, da jih ne bi bilo, ampak vedno se mi zdi, da jih je premalo, ker se spomnim še obdobja, ko smo imeli mladinske aktive. Pa to smo vsi hodili skupaj, brez kakšnega problema, v celi vasi pa šli družno v druge vasi, če je karkoli bilo organizirano. Zdaj tega ni, zdaj se v vasi mladi redko kdaj združujejo v okviru kakšne organizacije. Lepo bi bilo, če bi se vsaj kulture ali v turističnih društvih nekako združevali. Upajmo, zdaj ne vem, ali smo to starejši krive, ali pa dejansko ni interesno. Zakaj ga ni, pa ne vem. To bi pa mogli mlade povedati. Zdaj pa ne vem, če je to še kako povedati. Še eno vprašanje z moje strani. Ja. Ima ta, bom rekel, trenutna občinska oblast dovolj posluha za kulturno udejstvovanje v občini Puconci? Vsekakor. Mislim, to že več čas. Dejansko tudi jaz hodim dosti po teh kulturnih prireditvah, tudi po ostalih občinah. In že ta prisotnost župana, ali pa če pač nima časa, že prej, ko je bil Lajči župan, pa tudi zdaj, ko je govoril župan, če nima časa, pride podžupan. In že to je nekaj pomeni tem društvom, ko je nekdo prisoten, ko pač na nek način počasti to dejavnost. Po drugi strani pa sploh vidi, ker nas zadnje smo proračunski porabniki. Denar prejemamo v največji meri strani občine.
In je verjetno prav, da same tudi našo aktivnost spoznajo, pa vidijo, kaj delamo, pa koliko delamo. Hvala lepa. No, gospod župan, takoj naprej vprašanje, koliko imate vi po ene strani posluha za to vrstno družabno življenje, pa koliko se seveda za tem tudi neke finančne možnosti, da se spodbuja to družabno življenje, ali to šport, ali to kultura, turizem in tako naprej. Ja, no, jaz sem nekako zrasel v tem področju, tako domače povedal. Torej, moje prejšnje zaposlitve so bile v turizmu, delal z ljudmi, konec koncev sem tudi mandat pa pol, ali 2 mandata bil predsednik Zveze kulturnih in turističnih društev občine Brusovce še tudi kot predsednik Pomurske turistične zveze. Jaz razumem delovanje društev, jih močno podpiram, probamo društvom pomagati, ne zgolj samo skozi razpise, ampak se probamo približati tudi pri različnih aktivnostih, v glavnem tam, kjer lahko pomagamo. To, da se probamo udeležiti čim več dogodkov, verjemite mi, ni breme. Ampak mi je tudi sprostitev, ker sam rad vidim te kulturne nastope, bodi se je to ples, bodi se je to petje, ljudsko petje, dramski nastopi, kakorkoli, ker marsikdaj je tako, glih tisti dan, ko je prireditev, imaš kakšne stresne situacije in na koncu se prav sprostiš na teh prireditvah, tako jaz bom še naprej z veseljem obiskoval te prireditve. Kar se pa tiče vključevanja mladih, to pa je ravno že kar nekaj časa, iščemo tiste prave rešitve. Zdaj folkloro preko mobilne aplikacije je malo težko plecati. Na TikToki bi se lahko snemali pogledati. Na TikToki bi še šlo. Bi mogoče povedal, da generalno ima kultura premalo podpore z samega vrha. Kaj želim povedati? V športu, v naših klubih nimajo takšnih težav z mladimi, ker imajo kar mlade selekcije, ker so močne, ampak je v športu lažje nagovoriti otroke, ker si verujem, ne že po televiziji gledajo šport. Folkloro daje, ker je glas nazaj na RTV Sloveniji in nastop folklore. Pa še ne spomnim. Jaz sem gledal na TV As. Na TV As. No, zdaj pa moram začeti več TV As gledati. Nočni program. Pravim, mogoče je generalno malo večji problem. Mi je ena takšna anekdota ostala v spominu od Center Duo, Čarka Urška, ko nam je razlagala, da se imamo šolsko skupino. In seveda so otroci probali ustvarjati razglino na obredeno na to, in malo je čist ga je vrgel, in se tam dere, pa meče vse okoli sebe in učitelj se vpraša, kako pa je narobe, pravi, na telefonu to dosti lažje gre. Tudi takšne igrice obstajajo, kad telefon obračaš, pa da ti, ne vem, vazo delaš. Mislim, gledajte, te dobre digitalizacije ne moremo ujiti, niti ni prav, ko uidemo. Naši otroci bodo pač mogli malo drugačne stvari obvladati, kot jih mi obvladamo, sploh kar se elektronskih naprav tega tiče. Vseeno je pa potrebno tudi mladim verjetno predstaviti to kot eno sprostitev, kot malo pobega od teh ekranov stran. Mislim, tudi ravnatelj je nazadnje, ko ne pomagamo, tako da bomo nadaljevali z nagovarjanjem mladih, seveda pa ni enostavno. Je pa res nekako ponedeljek, je 40 let po družbenični šoli. No, gospod Kamenšek, kako se kot občina danes spopadate z aktualnimi izzivi, kot so recimo demografske spremembe, razvoj podeželja, trajnostni projekti, turizem in podobne zadeve? Demografska slika,
Nekaj, če deco delamo, znaš, da je... Tišala. Ja, ne, saj kar se tiče demografske slike, določene korake naprej smo napravili. Nazadnje smo sprejeli odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Konec koncev vsa infrastruktura, tudi gradnja novega vrtca je šla v smeri izboljšanja kvalitete življenja v naši občini. Ne? In to je edini način. Dobro, občinski prostorski načrt, ko končno sprejmemo, omogočimo mladim razvoj svojih domov in tako naprej. Tudi ta podjetniški inkubator gre v tej smeri, ka mlade imajo prostor in možnost razvijati svoje poslovne ideje, ali so uspešne ali ne, je drugo vprašanje. To so ti koraki, s katerimi lahko pripomoremo k izboljšanju demografske slike, seveda pa ni sigurno. Ne? Mi imamo, ne vem, nagrada ob rojstvu otroka je 500 evrov, plus 500 evrov dobijo starši ob prvem vpisu v vrtec. Tako da, trudimo se, iščemo rešitve, iščemo variante, kaj več kot to, zdaj pa, kaj bi pa po vaseh šli otroke delati, je pa malo nerodno bilo. Ne. Kaj pa recimo te vrednote, ki, jaz mislim, to je pač moje mnenje, ne? Te vrednote, ki jih morda smo še mi, naše generacije, skozi naše starše, pa skozi izobraževalni sistem, pa skozi medije, pa življenje pridobili, ta želja po otrocih. Jaz imam občutek, da ta mlada generacija sploh nima želje po otrocih. Jaz mislim, da je to glaven problem, da ni mlade generacije. Kako kaj pravite na to, gospod Čupan? Tudi možno, če želijo ostati večno lepe. Ne vem. Je pa res, ko živimo v obdobju, ko se lahko že skoraj pogovarjamo o krizi vrednot. Točno v tem trenutku lahko vidimo, da je vsem dovoljeno vse si lahko privoščiš, vse lahko poveš, pa za nič ti ni potrebno odgovarjati. Smo v svobodni, kako bi pravil, pravica izražanja, svoboda govora in tako naprej, ima prednost pred, ne vem, skupnostjo. En živi primer. Pa to vse goričke občine imamo isto težavo. Na pokopališčih imamo zabojnike za smeti. Vse živo nam zmečajo, vse živo nam zmečajo v okolje. In ne smemo postaviti nadzorne kamere zaradi tega, ker bi to pri tistem posamezniku, ki poleg recimo odvrže, ali pa nepravilne stvari odvrže not, bi mu povzročili grobo kršitev in poseganje v njegovo osebnost. Torej, pravica do varovanja osebnosti ima prednost pred pravico do varovanja recimo čistega okolja. Marsikaj stvar je nerazumljiva, ampak žal tak je. Vse ta zgodba je za eno debato, še za eno posebno okroglo mizo. Pa gremo sedaj naprej, gospod Novak. Kako vi gledate na razvoj občine danes in ali so se nekako uresničile tiste vaše vizije, ki ste jih imeli takrat v sredini 90-ih let, ko ste nekako začeli vaše delo na občini Pucinci? Ja, mi smo imeli pač tisto geslo, naša občina je odprta na znotraj in na zven. Pomeni na znotraj to, da poslušaš pač predloge svojih občanov in občank, da pač poskušaš uvrstiti v načrt razvojnih programov njihove predloge in je tudi čim prej tudi uvrstiti v sam proračun. Na zven odprta občina, to pomeni, da smo se tudi pobratili ali pa sklenili sodelovanje z občini izven same občine, mislim same Slovenije. Tudi so različni razpisi, ki je Evropska skupnost ima in potem se lahko tudi na te razpise prijavljamo zaradi tega, da s temi občinami sodelujemo v tujini. Kje vi vidite občino čez 5, 10, 30 let? Mislim, ko sem na prejšnje vprašanje do kraja,
Z mandatom, ki sem ga končal, sem zadovoljen. Veliko smo naredili, kateri se spominjate, kako je bilo v občini Puconci pred 30 leti, koliko je bilo narejenega. Mislim, da je naša občina, kot sem že prej rekel, odprta. Poleg toga pa tudi je na dobri temelji, pa sedanje vodstvo tudi to vse naprej gradi. Moramo strmeti, kako tudi novi kadri, ki prihajali v občino, nadaljevali to delo. Mislim, da občina še mora biti boljša, kot je bila takrat, pa zdaj, če so normalne trende razvoja. Hvala lepa. Gospod Horvat, kakšen razvoj vi vidite v družabnem življenju v občini Puconci v naslednjih letih? Ne vem, kaj bi naj sploh povedala. Ravno sem razmišljala, zdaj, ko hodimo po vaseh, so organizirane različne prireditve, zelo malo ljudi tudi na prireditve hode. In dejansko vključevanje mladih je tudi, v tem verjetno je tudi problem, ker enostavno nimajo možnosti, da bi spoznavali tisto, kar mi organiziramo, kar izvajamo, kar predstavljamo. Ne vem, včasih je bilo, z leti nazaj je bilo jasno, če se je vasi kaj dogajalo, smo šli vsi od hiše. Zdaj pa lahko včasih na prste dveh rok prešteješ, koliko je tistih domačinov, koliko se jih zaveda pač te vaške skupnosti, pa koliko jih želi tej svoji vase dobro, napredek, pa naj bo to kultura, naj bo to šport ali skratka, saj niti na zbore občanov ne hodijo, kar povedajo. Še to ne zanima jih, kako se bo vas razvijala, kako se bo občina razvijala, ampak te, ko pač sam nekako doživiš, kad ti nekaj manjka, ti si glasen. Drugače pa ne prispevaš svojega glasu, ne prispevaš svojega mnenja, in to je na vseh. Zdaj, kar se tiče teh držav, ne vem, iščemo možnosti tudi sama, ker vodim to društvo še vedno, že zelo dolgo. Iščem načina, kako pravzaprav se približati tem vaščanom, pa verjetno tudi druge po vaseh, saj ni razlike, mogoče je. Kako se približati, da bi nekako čutili to pripadnost, da bi bili veseli vsakega dogajanja vas, ki se dogaja v vase, vsake pridobitve, ampak znajo velikokrat samo nergati, to je pa kritizirate, žal. Tako da mi se bomo trudili še vedno, to nas nikakor ne odvrne od te naše aktivnosti, ampak želela bi si malo več sodelovanja krajanov v vseh teh naših vaseh občinah Puconci. Pa naj bo to kakršna prireditev ali je dejansko samo zbor, kjer se pravzaprav oblikuje razvoj vasi in te včasih slišiš gostilno, ja, pa to so ne napravili, pa ovo, si šel na zbor? Ne. To meni ne zanima. Mislim, takšna je sedanja situacija in mislim, da ni prav. Upajmo, da se bodo stvari izboljšale. Se pravi, za šankom je veliko glasnih, ko pa grejo ven, te pa to mine. Gospod Kamenšek, katere projekte in načrte vidite kot ključne za prihodnost občine Puconci v nekem naslednjem 5 do 10 letnem obdobju? Kar nekaj tega smo že prej omenjali. Dejstvo je, da eno izmed teh področij je ravno ta demografska slika. Se pravi, projekte, s katerimi bomo probali ravno to izboljšati. Poselitev nazaj podeželja, torej občinski prostorski načrt, ureditve komunalne infrastrukture. Kar precej, glede na to, ker vseeno to 30-letno obdobje že za nami, bomo kar precej tudi sredstev mogli vložiti v pravo investicijsko vzdrževanje infrastrukture, ker je bila
v preteklosti izgrajena. Definitivno je pa še kar nekaj teh stvari, stanovanjska politika. Mi imamo nekaj parcel, pa imamo kot občina, kjer bomo v prihodnjih letih pristopili tudi k izgradnji stanovanj za mlade. Določena zemljišča še odkupujemo, tako da to se dogaja v letošnjem in v naslednjem letu. Torej, šli bomo v tej smeri, iskali priložnosti, tudi rešitve, kar se tiče tega zelenega prehoda. Določenih, ne vem, glih danes smo imeli en pogovor, iščemo rešitev za hostel Vaneča, kako urediti, ne vem, samo oskrbo, kar se energije tiče. Ne. Je ena varianta, en projekt, katerega bomo prijavljali, bomo videli. Glavno, to so ta področja. Gremo v smeri izboljšanja kvalitete življenja za naše občanke in občane in dejansko dolgoročni cilj je verjetno isti, kot je bil pred 30 leti. Želja nam je, cilj nam je, ker naše ljudi pravi, v Piconskoj občini je pa fajn živeti. Hvala lepa. Jaz se vam trem zahvaljujem za zanimivo debato. Bi pa seveda občinstvo vprašal, če ima kdo kako vprašanje za te tri današnje moje sogovornike, če želi kdo kaj vprašati na temo 30 let občine Puconci. Izvolite. Pa ne, sino je tam. Pa jaz mislim, da imamo gospoda ravnatelja, mojega soseda tukaj, pa bi bilo fajn, če bi tema dvema gospodoma oziroma gospe postavil kako vprašanje. Postavil ali pa se zahvalil ali pa... Vseeno. Nekam, jaz samo upam, da je ta občina oziroma vodstvo občine še naprej imelo šolo, vrtec oziroma naše te vzgojno-izobraževalne ustanove, ta v tistih svojih čislih, kot so jih do zdaj imeli. Se pravi, da jih nekako tisti, ker smo proračunsko največji uporabnik, se pravi, ker je naša mladina, tisto, kar potrebujemo, kar je župan tukaj povedal potem tudi, se pravi, da bodo nekako dvigovali nas arhivali naprej. Hvala lepa. Pa tebi še je bilo fajn, če gospod podžupan tudi kaj poveste. Izvolite, gospod župan. Najprej vsem čestitke, vsem bivšim županom, sedanjim podžupanom, spremljate, tudi sedanjim županom, to sodeluje res kot podžupan tudi. Moram povedati eno stvar, ki me zelo tako pogovore, na kar nekaj stranic, ki me spomnilo. Namreč jaz sem že bil občinski svetnik, že prej kot predsednik Krajevne skupnosti Brezovice. Potem občinske svetnik pa mislim, da 2014, zdaj sem že pozabil, vedel sem se kot fejsem včeraj še. Kaj še jim povedati, v bistvu to našega razvoja občine je predvsem to. Jaz ogromno ostalih občin vidim po bližnje proge, pa tudi mogoče prek Mure. Jaz moram vedeti, da naša občina je neverjetno, ne glede na to, ker se mogoče nekateri pravi, neka cesta je, ne vem, ima ogromno globin, ja, nekaj takšnega, če vidite, druge občine okrog, mislim, pa se naše ceste še leti, so kar dobre kot nekatere, ampak ogromno vlagamo to cestno infrastrukturo, tudi zdaj naprej, in ogromno sredstva tudi župan, za to damo. Ampak ko se pa tiče seveda delovanja kulture, športa, turizma, turizma res je, malenko smo neki šipki, nema mogoče kako jezero, kar bi bilo fajn, ne? Ampak vseeno Goričko ima svoj šal, ima svoje tisto, kako eni pravi veliko Toskano, pa to še ostane. Je pa to družbeno, športno življenje, povem, da imamo tudi zdaj, drugo leto, mislim, naslednji teden, praznujemo 300 let, imamo nogometa, ampak ne v bistvu to, pa še namenjate samo to, vsa to športna, centre, vesti, letne so zelo zgledno urejene, vsako vest ima neko igrišče, neko, ne vem, karkoli še mišljeno je prostor, kjer se rekel družijo mlade in se družijo. Jaz mislim, da bomo na prihodnosti, ko bo tudi postopke načel sprejete,
To se predstavili z naše občine, pa da vidi, ko je naša občina je za mlade, je pristopna, da je daleč centra in župan vsak samo naprej, ostale pa se jim hvala lepo za sedajno delo, pa tu še zdaj naprej, predvsem Marta ti na svojem delu kulture. Župan Milo pa, oziroma podžupan Milo pa kako tisto, ko nam naprej, ko nam pa prejde to bilo naprej. To nam dajo. Hvala lepa. Izvolite, gospod župan. Te pa, če ste za to še gospodi župane, dajmo zaključne besede. Ne, Ti še nekaj bere? Te pa izvolite župan, no te pa. No, te pa. Ne, ne bom kaj zaključil, jaz bi samo eno stvar želel izpostaviti. Mi, ki smo pripravljali, ko smo sedeli na občini skupaj, kako bomo mi zdaj obeležili teh 30 let, smo prišli relativno hitro vsi skupaj do enega preprostega zaključka. Razvoje občine ni brez ljudi, brez čisto posameznika znotraj občine in pa Lajče to lejko potrdi z prve roke, tudi župan se sam ne more napraviti. Če župan nema dobre ekipe v občinski upravi in pa v občinskem svetu, ne more kaj dosta napraviti, ker sam ne more napraviti. Jaz sem v preteklosti, pa mogoče že ne, v času 95. ne, sem znal marsikdaj kako kritizirati, pa je malo uporniški biti, pa tako naprej. Ampak zdaj iskreno povem, dokler ne prideš v tej sistem, dokler ne vidiš, kako to deluje, si to niti ne veš predstavljati. Jaz moram povedati, da imam dobro ekipo. Vmes, ko alarmamo, ali mogoče je to vredno. In dejansko cilje, kar smo se zadali, jih pelamo. Vedno ostajamo realne, znamo, kako lejko napravimo, kako ne moremo napraviti in tudi neko brezveze ne obećavamo. Ampak še enkrat, pa to zdaj že se tako dolgo ponavljam, kot mogoče mi že pravili, ko sem dosaden, občina ni od župana, občina ni od občinske uprave, občina ni od občinskega sveta, občina je od vseh občank in občanov. In čist vsake, ker je travo pokosi okoli svoje kuće, rožice posadi, pozitivno prispeva k že samimi izglede naše občine. In zato sem jaz res iskreno vsem hvaležen za njihov doprinos. In če bomo tako ostali, lepo nam samo naprej. Hvala lepa, gospod Ramenšek. Ja. Gospod ravnatelj, vi ste še... Pa te bo njel zaključil. Glej, te bo njel zaključil. Čisto so odgovornost, mogoče tudi nas vzgojiteljev pri razvoju kulture. Tisto, katero si želimo, se pravi, da bi dvignili tisto, kar ste se prej pogovarjali, tudi po vaseh, na občini, pa tudi na državnem nivoju. Mogoče se pravi, šola se trudi, vzgojitelji se trudijo, zakaj se pa to potem ne prenaša naprej, kako si želimo, oziroma kako si želijo tiste, kateri v vaseh ali določenih društvih potem tudi delujejo, se udejstvujejo, pa je neko drugo vprašanje. Se pravi, zdaj, gospa Markovna, predvsem mi dva se veliko pogovarjamo o razvoju kulture, folklore. Pa dobro, ti nasplošno, ti pevske. Folklore je mogoče glede tega nekako, pa ni zapostavljeno, ampak enostavno otroke premakniti, nagovoriti, da bi poskušali, je težko. Sem prej prav, imamo ogromno, smo se pogovarjala, mi imamo težave zdaj že v namiznem tenisu, kako otroke pridobite, mogoče zraven. Se pravi, to je ena tista družbena težava, s katero se začnemo, oziroma se bomo verjetno tudi v poznejših letih še bolj začeli, oziroma se bomo morali pogovarjati, delati. Vsekakor je pa to tisto, kar našo mladino nekako potiska, odvrača. Oziroma jih odvrača. Od vsega tistega, kar smo nekoč delali, kar se je delalo. In pa umetna inteligenca, katera dejansko poneumlja ljudi. Ni nam več potrebno razmišljati, povedi.
Pardon. Kdo bo za nas skrbel, Uroš, ko bomo midva v penziji? Se tega zavedamo? Jaz vem, kaj bom, ko bom v penziji. Kupil bomo se avtodom, pa bom šel. Bom dole, popričal pa kaj. Da naša vaša deca. Ja, to bi jaz rad videl. Morate upati, moramo upati mi. Ja. Dobro, torej, jaz bi se vam vsem zahvalil. Ti bi še kaj povedal? Normalno. Te pa še gospod. Moram povedati eno pa izvolite, stvar, gospod, vse smo obdelali, pa vse skupaj, mi imamo zelo dobre aktivne gasilce, pa to smo pozabili. Da je razpadla gasilska zveza Sobota, smo včasih za eno leto smo bili gasilsko zvezo Picunce in smo tudi gasilce, pa ne malo pejnas, so naša gasilska društva dobro opremljena, imam 23 gasilskih društev, smo lepo veseli, da tako še imamo, aktivne, tam pa imamo mladino. Jaz v svoji vesi v Bolnici imamo 8 ekip, ki tekmujejo in to ne smemo pozabiti, ker gasilca nicamo, da so kakšne nezgode ali zgode vse vkuper in smo lepo hvaležni, ko pridejo takrat, da je potrebno Bog še, ko bi je nejnuca, naj se mu vadijo, naj se tekmujejo. Še drugo pa moram povedati, vse od toga ne bi bilo, če ne bi imeli strpni občan, pa občanov, šterno vsem pomagajo, tako župane, občinsko svete, pa občinsko uprave. Ne smem pa biti čemerni, če včasih kaj godenjajo ali štenkajo. Mislim, da to vse je dobro, ker od toga je tudi odvisen razvoj, ki nas malo pocukajo, ki nas malo spoltijo. To bi trebalo napraviti, na konec koncev pa je treba poslinuti. Jaz sem tudi večkrat pravil, da vidiš noter v kučo, ko je noter štok, pa in da so mali ljudje bili, pa so mali štok, bi pa sve smo glavo doj poklačili, doj se prignuti, da bo skol štoga priješ, pa lek pa glavo zdigneš. Malo lek si po svoje napraviš, vedno se ljudje zadovoljni, ko se posluša. Hvala lepo vsem občankam, občanom, za sodelovanje. Hvala lepa, dragi sogovorniki, sogovornica, da ste se danes udeležili te debate. Hvala lepa vam, draga publika, da ste z nami trpeli tukaj skoraj 1 uro in da ste nas poslušali. Vam, dragi gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.